Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je za Ljubljansko borzo zelo pomemben dan. In sicer točno danes obeležujemo 5. obletnico prve kotacije delnice NLB na Ljubljanski borzi. Delnice NLB so kotacijo začele pri 51,5 evra in v prvem trgovalnem dnevu so pridobile kar 10%, dan sklenile pri 56,65 evra, z njimi pa je bilo sklenjenih za 2,88 milijonov evrov poslov. 5 let je lepo obdobje in primeren čas, da se kritično pogleda na to obdobje. V svoji družbi zato lepo pozdravljam predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka. Dober dan, ja. Pa kar začnimo s vprašanji. Kdo in kje je danes NLB? Danes je NLB sistemska regijska institucija, ki je na poti, da ta položaj še utrdi, in verjamemo, da bomo čez 5 let seveda s ponosom gledali na teh naslednjih 5 let. Odlično. V preteklosti ste pogosto dejali, da je privatizacijski model za NLB takšen, ki bi ga lahko država uporabljala še pri drugih podjetjih. Če pa zdaj malo pogledamo nazaj, ali je kaj takega, kaj bi danes naredili drugače? Kar se naše poti tiče, ne. Ampak dejansko na podlagi tega, kar smo se naučili, se mi je še bolj utrdilo in potrdilo prepričanje, da je tak model lastninjenja, pa tudi če gre za seveda privatizacijo podjetja v državni lasti ali pa prvo javno delniško ponudbo zasebnega podjetja, najprimernejši. Gre namreč za to, da se ohrani sedež, s tem pa tudi srce in možgane praktično, glavo v Sloveniji. Ta model zagotavlja, da imamo seveda urejeno korporativno upravljanje, večinski lastniki so praktično razpršeni finančni vlagatelji, ki se uvrščajo med najuglednejše na svetu in imajo zelo jasna finančna pričakovanja od svoje naložbe. Na drugi strani pa je Republika Slovenija, ki je lahko vzoren primer kot recimo velik zasebni lastnik, tudi družinsko podjetje recimo se lahko na ta način postopoma lastniki umikajo in ohranjajo neko sidrno pozicijo, ne pomeni pa s tem, da nujno želijo vplivati na dnevni posel. Se pravi, imate oba pola, obe dimenziji na nek način pokriti, zelo kredibilno lastniško strukturo, ki vam pomaga vzvoditi rast, in na drugi strani imate zagotovljeno pozicijo, da se sedež nikoli ne bo selil iz Slovenije. In to je zame tisto, kar je najpomembneje, namreč brez takšnega jedrnega lastnika, v našem primeru je to Republika Slovenija, v primeru zasebne družbe je to pač lahko družina ali zasebnik, s tem, ko nimaš več kot 75% glasov v rokah drugih delničarjev, lahko preprečiš določene spremembe statuta, določene velike pomembne strateške odločitve, ki bi premikale poslovanje kam drugam in tako naprej. Predčasne odpoklice nadzornikov, se pravi, se zagotavlja neko stabilno korporativno upravljanje, s 25% in eno delnico pa ne more zlorabljati položaja, da bi lahko vplival na vodenje dnevnih poslov. Se pravi, se ne vmešavaš v vodenje dnevnih poslov, zagotavljaš pa, da so strateški cilji tovrstne sistemske institucije zasledovani in izpolnjeni. In to je, trdim, zorni model, dejansko, zorni model. In jaz dejansko bom najsrečnejši, ko bo recimo NLB kot svetovalec uspela pomagati kakemu srednje velikemu slovenskemu podjetju narediti naslednji razvojni korak preko uvrstitve kotacij svojih lastnih delnic na Ljubljansko borzo. V našem primeru imamo še sekundarno lokacijo, to je London, kjer preko programa GDR praktično kotira približno 55% naših delnic. In na ta način seveda naslavljamo globalno investitorsko srenjo. Zdaj, manjše slovenska podjetja ob tako veliki likvidnosti v bančnem sistemu in tako velikem obsegu prihrankov, ne samo v bančnem sistemu slovenskega naroda, pa tudi podjetij, bi lahko dejansko svojo rast napajala bistveno bolj preko kapitalskega trga in bi s tem dejansko razvijali slovenske multinacionalke. Žal pa ugotavljam, da v 10 primerov medgeneracijskega prehoda jih 8 konča v rokah multinacionalk. Ja, nažalost, takšna je statistika. Seveda si tudi na Ljubljanski borzi želimo več kotacij v prihodnje in upamo, da mogoče tudi kakšna na takšen način kot NLB. Omenili ste tuje investitorje. Kdo pa so, na primer, te tuji investitorji? Kako delate z njimi? A je mogoče težje delati z več investitorji kot pa s enim samim lastnikom? Drugače je, kot sem prej omenil, imajo ti vlagatelji dejansko finančni horizont. Njih zanima dejansko donosnost njihove naložbe. Niti nimajo interesa se vpletati v dnevno vodenje poslov. Strateški lastniki so nekoliko drugačni. Ko imaš nekoga s prevladujočim lastništvom, slej ko prej se določene funkcije prenašajo na sedež družbe in si v bistvu v vizualski funkciji. Ali si neke vrste dobičkonosni center, profitni center, ali si proizvodni obrat, ali si omejen na eno področje, na eno državo, kot nek regijski pogon, ali pa regijski, nisi pa nujno več tisti, ki definira strategijo in izvaja strategijo.
V našem primeru gre za dejansko nekatere izmed najuglednejših svetovnih finančnih skladov, od pokojninskih do investicijskih, takih in drugačnih, iz praktično celotnega sveta. Ne. Tu imamo investitorje iz Združenih držav, iz Velike Britanije, iz Skandinavije, iz Azije, ne, in tudi seveda iz srednjega dela Evrope, v zadnjem obdobju tudi iz Bližnjega vzhoda, recimo, ne, nekatere v obvezniških emisijah, ne, izdajah papirjev. In s tem dejansko imamo dostop do ljudi, in to je zame največji privilegij in največji profesionalni poslovni užitek. Da se lahko 2-krat na leto pogovarjam skupaj s svojo ekipo za odnose z vlagatelji s temi ljudmi. Namreč že s tem, ko nam postavljajo vprašanja, ne, nam da zelo jasno vedeti, kam svet pluje. Zato, ker imajo oni pred seboj seveda globalno perspektivo. Oni Slovenijo jemljajo kot le enega izmed manjših otočkov, ne, v celotnem otočju. Ne, in na ta način seveda, ko mi že postavijo vprašanje, jaz lahko razumem približno, kako v tistem danem trenutku gledajo na regijo, ne, na Slovenijo, na bančno panogo in na NLB specifično, ne, ker to primerjajo ves čas praktično s tistimi, ki so po njihovih merilih z nami primerljivi. Ne. Nekateri te umeščajo v bok Uzbekistana, drugi pa Avstrije. Ne. In zdaj smo pa nekje vmes. Ne. Drži. Omenili ste tudi že obveznice. Zdaj, glede na to, da pač prihajam z Ljubljanske borze, NLB-ova samo najmanjša 45-milijonska izdaja kotira na Ljubljanski borzi. Čemu je tako? To je tisto, kar mene osebno žalosti, iskreno, da opažamo, da je v Sloveniji interes za vlaganje v delnico NLB in obveznice NLB omejen. Zdaj, omejen je verjetno tudi iz regulatornih razlogov, zakonodajnih omejitev. Mi nimamo seveda institucionalnih vlagateljev, kot so pokojninski skladi, recimo na Hrvaškem, ki lahko vlagajo v bistveno večjem obsegu. Ne, tudi naše zavarovalnice so zelo omejene pri svojih recimo naložbah, ne, v slovenske recimo bančne emisije. Tako da mi smo ob izdaji prvih, ne, papirjev seveda organizirali dan za vlagatelje slovenskega izvora. In na koncu ugotovili, da je vsega skupaj bilo vpisanega, ne, obsega premalo, da bi mi lahko v Sloveniji izdali večje izdaje. Že ta je bila komaj dosežena praktično, ne, in zdaj mi izdajamo papirje 300 milijonov, 500 milijonov, ne, velikost izdaje, in na ta način seveda primorani smo enostavno naslavljati globalno bazo vlagateljev. Ne. In zato so to vrstni papirji običajno umeščeni v standardne lokacije, kot so Luksemburška borza in kakšne druge borze, ki so poznane po obvezniških izdajah. In seveda pa k tem povabimo vedno tudi slovenske vlagatelje, tako da imajo možnost tudi slovenski vlagatelji vlagati v te papirje, ampak kot rečeno, z obžalovanjem ugotavljam, da je interesa malo, kljub visokim obrestnim meram relativno v zadnjem obdobju. Ne. Nazadnje smo plačali za zeleno obveznico, ki je povsem običajna, ne, senior, tako imena senior preferred obveznica, 7% obrestno mero. Ja, kje lahko najdete take donose? Ne? Pa smo zelo malo slovenskih vlagateljev pritegnili v to izdajo. To mene osebno žalosti. Ne? Če bi seveda bil večji interes, bi tudi ljubljanska lokacija lahko bila zanimivejša, in tu je naloga vseh nas praktično. Začne se z državo, ki bo, upajmo, nekoč izdala ljudsko obveznico, ne? Pa tudi krajše inštrumente, kakšne zagladne menice za fizične osebe z nižjimi zneski, to uvrstila potem potencialno na Ljubljansko borzo, ne? In s tem bomo izobraževali vlagatelje, da so obveznice alternativa, ne, resna alternativa, in da če za bančno obveznico dobijo, mora biti še kaj zraven, in verjamejo, da je pa zdaj sistemska regijska institucija, ki ustvarja skoraj pol milijarde dobička, pa zdaj popolnoma drugačna, ne, vrsta naložbe, kot je bila morda nekoč, ne, potem najdejo tudi to vrste naložbe lahko več interesa, in to je naše skupno delo. Drži. Zdaj, Ministrstvo za finance je napovedalo ljudsko obveznico in mi, bom rekla, vsi upamo, da ta bo realizirana v čim krajšem možnem času. Ko pa smo že pri vladi, tudi sprejeta je bila strategija za upravljanje oziroma za izboljšanje kapitalskega trga, in v njej je tudi en zelo specifičen cilj, da bi dosegli status razvijajočega se trga, torej emerging market. Kako pa vi gledate na to? Jaz mislim, da je to seveda nujno. Mi smo tu zdaj v enem vakumu. Ne? Namreč jaz trdim, da smo mi bliže razvitemu svetu kot razvijajočemu se, ne? Uvrščeni pa smo med mejne trge, kar pomeni, smo 2 stopnji nižje od razvitih. Zato, ker enostavno nimamo dovolj velikega števila, dovolj likvidnih vrednostnih papirjev uvrščenih na organiziran trg kapitala, v tem primeru Ljubljansko borzo. Ne? Zdaj, zato spodbujam jaz seveda v velikem obsegu in veliki meri čim več primarnih emisij, se prvih javnih delniških ponudb, čim večjim številom kotacij, na drugi strani pa nam manjka dejansko večje podjetje na borzi, nekaj večjih podjetij na borzi z večjo tržno kapitalizacijo. In zdaj smo imeli nedavno primer, recimo en vzorčen, če želite, v Romuniji, ne, kjer se je dejansko na prvo javno delniško ponudbo spravilo javno družbo sicer za energetskega sektorja.
Ne? Zakaj v Sloveniji ne moremo konsolidirati recimo energetike, ne? In manjšinski delež dati, ne? Že v javno kotacijo, pa s tem imamo neko družbo s pomembno tržno kapitalizacijo, z veliko tržno kapitalizacijo. Razmišljam še nekoliko ambiciozneje morda, ne? Imamo skupno lastništvo Zagrebške in Ljubljanske borze in imamo zdaj razširjen skupni trg. Po uvedbi šengenskega režima, upajmo, da zdaj seveda začasni mejni pregledi ne bodo obveljali za trajno, in ob enotni valuti je za nas Hrvaška naravno razširjeno domače tržišče. Zakaj ne razmišljamo na nek način regijsko povezovalno in organiziramo en trg, zdaj je lokacija za mene brezpredmetna, ali je to Ljubljana ali je Zagreb, samo da je tu v tej regiji, kjer potem dejansko skupaj jemljemo to kot en organiziran trg, na katerem imamo potem več možnosti, da dobi čim prej status razvijajočega se trga, tega emerging market statusa. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker je obseg trgovanja z naložbami iz tega razreda, razvijajočih se trgov, 10-krat večji kot iz razreda mejnih trgov, tako imenih frontier markets. In če si ti uvrščen v očeh vlagateljev v medmejne trge, potem samodejno ne moreš računati na tako velik interes pri izdaji svojih vrednostnih papirjev in samodejno si na nek način kaznovan z višjimi pribitki pri obveznicah in z manjšim interesom in potem seveda z diskontiranimi vrednotenji pri delniških izdajah. In to ni v interesu, seveda ne izdajatelja, ni njegovih lastnikov nujno. Zato se mi zdi to izjemno pomembno, da se tu poenotimo. Seveda vlada, celotna finančna panoga, zavarovalničarji, bančniki, vsi dejansko, ki imajo tudi kakršenkoli interes, razmišljajo o tem, da bi se kljub vsemu financirali v sicer bankocentričnem gospodarstvu preko kapitalskega trga in s tem postopoma migrirali v manjšo odvisnost od stanja finančnega sektorja. Ampak to je dolga pot. Če bomo začeli čez 5 let, bo je 5 let izgubljenih. Jaz o tem govorim že 20 let. Hrvati so uvedli recimo to vrstnega investitorja, vlagatelja Hrvaške pokojninske sklade, ki imajo več kot 20 milijard premoženja v tem trenutku in so skoraj 10% lastniki velikih slovenskih družb. Zakaj mi Slovenci nimamo pokojninskih skladov kot resnega naložbenika? Zakaj jih nimamo? Zakaj smo v trenutku, ko je NLB prišla na trg in je bilo potrebnih samo 200 milijonov dodatno na delež Republike Slovenije, da bi banka ostala v slovenskih rokah, slovenskih vlagateljev, tega nismo premogli. Je pa v 8% lasti hrvaških pokojninskih skladov, kar pomeni, da je v lasti hrvaških državljanov posredno. In se bojo njihovi pokojninski prihranki v bistvu plemenitili z našim uspehom, zakaj se ne morajo slovenski. Kar nekaj je tu vprašanj in vezana posoda je v bistvu ta tema. In potrebuje dejansko poenoten pogled, resno ambicijo, iskreno, avtentično ambicijo vlade, katerekoli že, se pravi oblastnih struktur, regulatornih struktur, organiziranega trga kapitala in potencialnih udeležencev na trgu kapitala, da enostavno začnemo se resnega opismenjevanja in z instrumenti, ki jih najprej država izdaja in potem ostali večji ponudniki, izobraziti ljudi, da smo imeli sicer izbrise, da smo imeli sicer neposrečene naložbe, ampak to je bilo v preteklosti in dajmo poskušati razumeti, da je danes drugače, da je korporativno upravljanje urejeno, da niso več banke v državni lasti, večinski, da seveda jih vodijo ljudje, ki so karierni bančniki z več kot 20-letnimi izkušnjami, na večjih trgih, v večjih bankah in tako naprej. In če bomo na ta način pristopili vsi skupaj in prikazovali, da so te naložbe zanimive, kot seveda nadomestilo ali pa alternativa ali pa dodatek naložbam v denarju in nepremičninah, bomo nekam prišli. Potrebujemo pa absolutno tudi pokojninsko reformo, s katero bo drugi steber, tako kot po hrvaškem vzoru, pa tudi tretji steber individualnih pokojninskih računov zaživel. Že zdaj vidimo, da enostavno iz proračuna Republike Slovenije vsako leto v polni zaposlenosti napajamo pokojninsko blagajno z več kot milijardo denarja. Kaj bo šele potem, če pride do kakšne povečane brezposelnosti? In kaj bo z demografskim prehodom? Vse več ljudi je starejših od 65 in vse manje mlajših od 20. Ta sociološki izziv demografskega prehoda bo eden največjih v zgodovini in če se ga ne bomo lotili s pokojninsko reformo, ki bo spodbujala razvoj trga kapitala, si ne znam predstavljati, s čim bomo to nadomestili. Torej, dilema imamo veliko, ampak treba je delati in skupaj začeti korakati. Ja, vsaka pot ima prvi korak in prvi korak je po moje, da bi vsi sedeli za isto mizo in se poenotili okrog tega cilja, da je razvoj kapitalskega trga v korist neke suverene države z sicer bankocentričnim gospodarskim modelom in na ta način dejansko lahko dodatno spodbudimo in vzvodimo razvojne potenciale slovenskega gospodarstva in s tem dejansko spodbujamo slovenske multinacionalke. Ker kje so sedeži družb, šteje. Ker seveda, če si ti tu doma, imaš drugačen pogled na razvoj lokalnega okolja, drugačno naklonjenost do družbeno odgovornostnih programov in na ta način seveda drugačno
drugačen položaj v družbi. Zato ti sedeži tu morajo biti, ne, v čim večjem številu. In razvoj kapitalskega trga to omogoča. Samo pač, ne, ta prehod medgeneracijski, ne, iz svobodne podjetniške pobude, ki je pri nas prisotno 32 let, ne, in zdaj so ti ljudje, ki so takrat ustanovili podjetja, ravno v letih, ko prenašajo to na naslednjo generacijo, ne, in kot so prej ugotovila skupaj, nažalost se to zgodi v največjem, ne, številu primerov preko odprodaje multinacionalkam. In s tem se sedeži umikajo iz Slovenije. Torej, upamo na boljše čase tudi na kapitalskem trgu, če povzamem. Za zaključek pa strniva še vaš pogled na poslovanje NLB skupine v zadnjih 5 letih oziroma kaj skupino čaka v prihodnje. Torej, mi smo v zadnjih 6 letih, dobrih 6 letih praktično podvojili svoj obseg. Bilančno vsoto smo iz slabih 12 milijard konec leta 2015 in 12 milijard 2016, ne do konca 2022, praktično pripeljali na rob 25 milijard. In jaz verjamem, da smo sposobni v 5 do 7 letih ponoviti ta korak, ne, se pravi približno podvojiti naš obseg poslovanja in s tem seveda tudi donosnost, dobičkonosnost. Mi smo danes na blizu pol milijarde praktično, ne, dobičkov, kar je seveda za naše razmere zelo, zelo visoka številka, ampak verjamem, da to ni konec poti, da je NLB-jem so šele najboljši časi, ne, šele prihajajo in verjamem, da bomo na vseh trgih te regije se še dodatno utrdili, kjer smo prisotni že danes, smo preko 10% tržnimi deleži, sistemsko pomembnimi položaji, glavne med 3 največjimi, ne, če ne celo seveda prvi ali drugi. Verjamem, da bomo dodali hrvaški trg, morda albanski trg in s tem dejansko bomo postali prva finančna institucija, ki bo pokrila celotno področje nekdanje Jugoslavije in Zahodnega Balkana. In kot regijski specialist verjamem, da bomo tudi pač med temi, s katerimi se primerjamo, najuspešnejši. Odlično, super. Še enkrat čestitke o vaši 5. obletnici kotacije. In hvala za tele iskrene in odgovore in vpogled v poslovanje tudi skupine NLB. Najlepša hvala vsem vlagateljem za izkazano zaupanje, verjamem, da jih bo še več. Odlično. Hvala vam, gledalke in gledalci, za vašo pozornost. Lep dan še naprej in nasvidenje.